Zavodi mestne občine Murska Sobota se predstavijo. Spoštovani poslušalci in poslušalke, znova je čas, da na Murskem valu predstavimo enega izmed zavodov mestne občine Murska Sobota oziroma delovanje, aktualne dogodke. V sklopu zavoda Razvojni center Murska Sobota je izjemno aktiven in o enem področju, enem segmentu teh aktivnosti mi bo sedaj več povedal moj današnji sogovornik Darko Rudaš z Razvojnega centra Murska Sobota. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Kot rečeno, aktivno je pri vas tudi na področju posvečanja Romom in ena izmed točk, ki je namenjena Romom, je tudi na Pušči romska projektna pisarna. Vzpostavljena je bila pred nekaj časa, pa me zanima, kako sedaj to živi, verjetno se je že dobro utekla, kaj vse se dogaja tam? Razvojni center Murska Sobota je regijska ustanova, katere namen je spodbujati skladen gospodarski, družbeni in kulturni razvoj v pomurski regiji ter njenem upravnem središču, torej v mestni občini Murska Sobota. In strateški cilji javnega zavoda Razvojni center Murska Sobota, ki se nanašajo na mestno občino Murska Sobota, v bistvu segajo tudi in so osredotočeni tudi na romsko skupnost, in v okviru tega je Razvojni center Murska Sobota leta 2021 ustanovil projektno pisarno za razvoj romske skupnosti. Osnovni namen, zaradi katerega je bila vzpostavljena projektna pisarna za razvoj romske skupnosti v mestni občini Murska Sobota, je potreba po, celovitem in organiziranem razvoju romske skupnosti, medsebojnem povezovanju ter ustanavljanju novih priložnosti za izboljšanje položaja in življenjskega standarda romske skupnosti v Murski Soboti. Ključna področja delovanja projekta Rompis oziroma pisarne je pa trajnostno vključevanje romske skupnosti v okolje s poudarkom na zaposlovanju, opolnomočenje Romov s posebnim poudarkom na romskih ženskah in predvsem aktivacija mladih, zagotovitev podpornega okolja za razvoj romske skupnosti, koordinacija deležnikov za celovit in organiziran razvoj romske skupnosti, priprava in izvedba romskih projektov in na vse zadnje krepitev položaja mestne občine Murska Sobota v nacionalnem in mednarodnem okolju na področju reševanja romske problematike. Mi vemo, da je Murska Sobota ena izmed najbolj prepoznavnih občin, ne samo v Sloveniji, ampak v Evropi, po uspešnem reševanju romskega vprašanja. Tako je, pri vas je bila tudi evropska komisarka, ki si je ogledala situacijo. Vi ste ji takrat iz prve roke predstavili tiste aktivnosti in je bila navdušena. Projektna pisarna je torej zelo v uporabi, ne? Zelo v uporabi. V bistvu mi si želimo, da bi romska skupnost bila informirana družba. Mi živimo v nekem skupnem okolju, v katerem ne samo, da smo vključeni, ampak je potrebno tudi delovati v tej skupnosti in seveda usmerjeni smo naprej v tej smeri, da pač romska skupnost ni samo vključujoča skupnost, ampak tudi prispevalna skupnost. Torej, osnovni cilj, katerega v bistvu tudi sledimo, pa je, da romska skupnost postane odgovorna skupnost, izobražena skupnost in konec koncev zaposlena davkoplačevalska skupnost. To, sama romska pisarna seveda je eden izmed številnih projektov, ki jih pripravljate za opolnomočenje pravzaprav romske skupnosti za razvoj na Razvojnem centru Murska Sobota. Prav tako imate v rokavu še druge projekte. Seveda, mi izkoriščamo v bistvu vse priložnosti, ki se pojavljajo. Na vse zadnje smo stopili v novo obdobje kohezije. Imamo na tem področju v bistvu, tako rečemo, ministra, ki prihaja pač iz našega okolja, tako da budno spremljamo življenje in seveda v sklopu tega pripravljamo pač tudi projekte z namenom, da na nek način izboljšamo skupni življenjski prostor v mestni občini Murska Sobota. Eden izmed projektov, ki je tudi zanimiv, je pa projekt Dream Road. Zakaj gre tu?
To je v prevodu Sanjska pot. Sanjska pot za koncem leta 2022 se je formalno tudi zaključil ta projekt, ki se je izvajal v okviru programa Interreg. Naslovil pa je izzive celovitega in organiziranega razvoja romske skupnosti v mestni občini Murska Sobota. Torej, v 30 mesecih trajajočem projektu je sodelovalo 15 partnerjev iz 10 držav, pri čemer je vlogo vodilnega partnerja upravljal RIS Dvorec Rakičan. Mestna občina Murska Sobota je sodelovala kot projektni partner, Razvojni center Murska Sobota pa kot podizvajalec na projektu. Gre torej za en odličen primer projektnega sodelovanja med institucijami znotraj mestne občine Murska Sobota. Torej, ključnega pomena za doseganje uspeha pri izvajanju takih družbenih intervencij je tudi tesno sodelovanje romske skupnosti z pristojnimi javnimi organi in same lokalne skupnosti. Če še povem, da v okviru projekta Sanjska pot je mestna občina Murska Sobota na Pušči odprla tudi informacijsko točko, kjer potekajo številni dogodki izobraževanja in svetovanja. Vse potrebne informacije lahko pripadniki romske skupnosti pridobijo v večnamenski dvorani na Pušči, skratka z namenom, da Romi postanejo informirana družba. Mestna občina Murska Sobota je skupaj z 15 organizacijami podpisala tudi pismo o nameri o sodelovanju pri izvajanju informacijske točke v tem prostoru. Zelo pomembno je, da je v bistvu v okviru tega projekta bila pridobljena tudi tehnično-informacijska oprema, ki danes služi v okviru informacijske točke, organizacijo dogodkov, kot tudi bi rekel, za mednarodno udejstvovanje Romov, še posebej na področju izmenjava izkušenj in medsebojnega sodelovanja nasploh. Rezultati kažejo, da gre za uspešno implementiran projekt, ki bo zagotovo prispeval k krepitvi institucionalnih zmogljivosti v povezavi z ključnimi družbenimi izzivi in na področju romske skupnosti. Odlično, torej nekateri projekti so se uspešno zaključili, verjetno pa imate že spletene cilje, a bova o teh povedala več po naslednji skladbi. Slišali bomo Kreslina in Namesto koga roža cveti. Kakšno noč, ko pri štorkljah prespim, pod visečo meglo, tiho sam med njimi stojim, le noge nad vodom. Ko pa žarek pregrize temo, prebudimo se sanj. Močvirje novih želja bo odletelo v nebo. Namesto koga namesto koga sem jaz, katera koža najbolj diši, čigava pesem rabi moj glas. Namesto koga roža cveti, namesto koga sem jaz, katera koža najbolj diši, čigava pesem rabi moj glas.
če pa trava na mojo zemljo bo premogla kak cvet, enim tiho kapljo v oko, drugim dal bo med, namesto koga roža cveti, namesto koga sem jaz, katera koža najbolj diši. Šigava pesem rabi moj glas, namesto koga roža cveti, namesto koga sem jaz, katera koža najbolj diši. Šigava pesem rabi Takole po tejle skladbi pa je v studiu še vedno moj gost Darko Rudaš z Razvojnega centra Murska Sobota, s katerim se pogovarjam o aktualnih, malo prej sva govorila pa tudi o nekaterih zaključenih projektih Razvojnega centra na področju razvoja romske skupnosti. Kot rečeno, pri vas ne spite in ste verjetno že poskrbeli za sveže projekte, pa me zanima, kakšen je program dela in vizija razvoja v prihodnosti. Mestna občina Murska Sobota še vedno sledi stalni in ambiciozni viziji razvoja romske skupnosti v mestni občini Murska Sobota in tudi zato izvajamo številne aktivnosti in projekte. Torej, mestna občina Murska Sobota bo zato tudi v prihodnje snovala in iskala inovativne rešitve, pristope in projekte še za hitrejši in bolj učinkovitejši razvoj romske skupnosti. Nenazadnje je to učinkovito delo z romsko skupnostjo prepoznala tudi Elisa Ferreira, evropska komisarka za kohezijo in razvoj, ki si je edino romsko krajevno skupnost ogledala skupaj z ministrom za razvoj in kohezijo dr. Aleksandrom Jevškom konec septembra lanskega leta. Dejstvo je, da romska skupnost prihaja v neko novo obdobje in vsi deležniki, ki vplivajo na razvoj romske skupnosti, so v zadnjih letih opravili izjemno delo na področju zagotavljanja, bi rekel, infrastrukturnih pogojev ter ureditev območij, kjer živi romska skupnost v mestni občini Murska Sobota. In lahko povem, da za strani občine in pomoči tudi države je bilo vloženega veliko truda, energije, bi rekel tudi sredstev in lahko rečemo, da so na tem področju območja, kjer biva romska skupnost v mestni občini Murska Sobota, nekatera postala popolnoma enakovredna in primerljiva naselja z vsemi preostalimi naselji, z večinskim prebivalstvom. Seveda pa sedaj prihajamo v neko novo fazo, kjer je potreben tudi razvoj, preboj na drugih področjih, ki bo dvignil predvsem življenjski standard in položaj Romov. Tako kot sem omenil, romska skupnost mora prispevati torej vse tiste dobrine, ki jih lokalna skupnost ustvarja in ki sežejo tudi do romsko skupnost. Romska skupnost jih mora vračati. Torej, to bomo lahko vračali takrat, ko bo romska skupnost dovolj izobražena, sposobna živeti v skupnosti, živeti po normah družbenega sistema in seveda jih razumeti kot družbena pravila. Nenazadnje pač tudi želimo, da romska skupnost sledi viziji razvoja po celovitem in organiziranem razvoju na vseh področjih. Seveda pa je odgovornost v prvi vrsti, kot sem malo prej rekel, tudi na sami romski skupnosti, da v bistvu soprispevamo k lastnemu razvoju. Po drugi strani pa imamo institute v mestni občini Murska Sobota, ki so pripravljene in da pomagajo pri realizaciji pač teh naših zastavljenih ciljev. In vse skupaj, ko to v bistvu zaobkrožimo, je v bistvu tudi nakazano, da mi
tudi v prihodnje stavimo na medsebojno povezovanje in sodelovanje. Osnovni namen letošnjega programa pa je potreba po celovitem in organiziranem razvoju romske skupnosti in življenjskega standarda romske skupnosti v mestni občini Murska Sobota. Torej leto 2023 v okviru programa Rompis, katerim želimo izboljšati predvsem socialni, ekonomski, politični, izobraževalni in kulturni prostorski položaj. In če vse skupaj to v bistvu začrtam v nekaj, bi rekel, stavkov, mi pripravljamo z obzirom na to, da stopamo v neko novo fazo razvoja, spostavljamo skupnost prihodnosti. Torej, sožitje v širši skupnosti. Torej, naš cilj je trajno napredna, vključujoča ter odporna skupnost, da skupaj ustvarimo okolje, v katerem radi živimo, delamo, ustvarjamo in bivamo, okolje, v katerem bomo želeli ostati in predvsem okolje, v katerem bodo želeli ostati tudi naši potomci. Naj zaključim, na svetu ni človeka, smo ljudje. Točno tako, lepo ste to povedali. Najlepša hvala, ker ste bili danes gost v studiu Murskega vala. Želimo vam uspešno leto 2023 in čim prejšnje doseganje vseh ciljev, ki ste si jih zadali. Hvala tudi vam in lep pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Murskega vala. Zavodi mestne občine Murska Sobota se predstavijo.